vabilo na besedno postajo in vsem navzočim vas pozdravljam za udeležbo. Tule samo kratko informacijo, bolj kulturno, novinarsko. Se pravi, takole bo Aristotel rojen v vasi, takrat v antikim mestu, danes vasi Stagira. In ta kip, ki ga vidite, je postavljen v vasi 20 km od obale, kjer so vsa obalna mesta v pozni antiki ali bila izbrisana, ali pa so prebivalci zbežali v gore. Grki so se ohranili v goratem svetu. Torej, ta kip je bil postavljen približno 2300 let v nekem simpoziju, tam okoli 1990, je vendar je postavljen v tisti vasi, za katero ne vemo, če je sploh obstajala v antiki, ampak se danes imenuje Stagira. Zdaj pa, imamo pa staro Stagiro, tu je arheološka lokacija, ki so jo odkrili v začetku leta 2000, se pravi tam 2001 do 5. Stagira se nahaja v Makedoniji, ampak tistem koncu, kjer je Halkidika, tu spodaj vidite Sveto goro. Tule gor vidite napis Arhea Stagira in tu zraven je tudi eno mesto Olimpijada, to so zdaj turistične lokacije. To je pa zemljevid Makedonije z antičnimi mesti. Tole so označena 3 mesta. Eno je Stagira, drugo je Pela, dvor Filipa oziroma makedonskih kraljev in tule Mijeza, kraj, kjer je Aristotel vzgajal aristokrate za državne funkcije. Aristotel je tedaj vzgajal Aleksandra, ampak celo generacijo, ki je potem šla v Malo Azijo in je Makedonija se tako kot spraznila. To je eno od kipov Aristotela, ta je iz Aten. To je lokacija Mijeze, tam, kjer bi bila vila, kjer je Aristotel poučeval Aleksandra Velikega. Zdaj pa, tole bom dal 2 sliki slikarja Dekirika, tako imen metafizični slikar, ki slika figure kot lutke. In tole vidite, naslov je Hermes in metafiziki. Tale Hermes to je zadnja stran, platna. Hermes nima stika z metafiziki. Metafiziki so svoj svet, on je realen, medtem ko metafiziki so lutke, da tako rečemo, prosto poplatno. Se pravi, Dekiriko ni imel preveč dobrega mnenja o platonikih. Tole je naslov slike, grški filozofi platoniki, in vidite, vsi so lutke namesto glave jajce in čez oči neka zanka privezana. To je tudi moj vtis o tem, kaj je stara metafizika. Zdaj pa, ker je ta knjiga nastala ob motivaciji Heideggerove filozofije, kajti kot študent se jaz nisem zanimal za Aristotela in ne Platona, ampak za Camilla in politično filozofijo in podobno. To je slika Heideggera, ko je 25. marec dobil povabilo v Marburg na mesto izrednega profesora z položaja in tradicijami rednega. In tekst, na osnovi katerega se je to zgodilo, je objavljen v Novi reviji pred 20 leti, recimo pa že več. No, ampak če je to zgodni Heidegger, imamo pa tu poznega, kajti tudi knjiga glede Heideggera navezuje na njegovo delo po letu 55, ko nastane Gelassenheit. Evo, in to je Mestkirch, tako kot pri Radovlici, višina 600 metrov nad morjem. Takrat leta 55 so tule še se krave pasejo, poznane iz Nietzschevega spisa o koristi in škodi zgodovina za življenje in v zadnju Martinova cerkev in tu meditacijska pot Heideggera in mnogih obiskovalcev Mestkircha. No, to bi bil ves moj pot. Hvala za pozornost. Najlepša hvala za ta uvod.
Zdaj najprej bi izrazil čestitko o 75-letnici, ki se že nekaj časa nazaj vedel sem, mislim, da nismo nič zamudili, oziroma mislim, da tudi najboljše darilo ob tej 75-letnici, je ta knjiga. Zdaj, uvodoma lahko seveda poudarimo, da knjiga ni obsežna samo po količini, ampak tudi predvsem, da obsega tako rekoč cel Aristotelov opus, pa vsaj tisti opus, ki velja za osrednjega. Poleg tega pa seveda ne gre zgolj za nek sistematični prikaz, kot smo jih navajeni sicer pri obravnavi Aristotela ali pa kakršnih drugih avtorjev iz antike, temveč je tu, kot kaže tudi nakazuje podnaslov, še fenomenološki pogled, ki je predvsem vezan na filozofijo Martina Heideggera, in to seveda knjigi daje poseben pečat, namreč ravno ta prisvojitev Heideggerova Aristotela, torej še v času študija njegovega fenomenologije pri Husserlu, tako rekoč je Husserl nabral skozi Aristotela, je bila zelo pomembna za vso sodobno, predvsem hermeneutično recepcijo Aristotela in recimo čist za oblikovanje ene posebne veje sodobne filozofije, nove praktične filozofije, ki je imela sedišče predvsem v Nemčiji, pa tudi deloma v Ameriki. Zdaj seveda najprej bi se zadržal pri tem, verjetno za tudi marsikoga od vas nekoliko nenavadnem naslovu hipokrizis. Hipokrizija ni ravno beseda, ki jo uporabljamo z lepim prizvokom. Tudi ko smo že v filozofiji smo navajeni govoriti o krizi. Husserl je napisal veliko delo z naslovom Kriza, ampak danes, če vzamemo splošno svetovno dogajanje, se zdi, da se je ta kriza v neke vrste hipokrizijo spremenila. Da je to, da nima kriznega, ampak hipokritično bistvo. Vendar način, kako je ta naslov in potem seveda tudi sam interpretativni horizont uveden z njo v to knjigo, kaže nek njen drugi pomen, hermeneutični pomen, ki se je očitno zdaj tudi pomemben za interpretacijo samih Aristotelovih del. Res je, da mi je ta beseda hipokrizis delala težavo, ker prvotna varianta naslova je bila tako neutralna interpretacija Aristotelovih del. Ali pa hermeneutična interpretacija. Potem pa izhajal sem pa pri pomenu hipokrisis od Aristotelove retorike, ki jo je tudi Heidegger v tej prvi fazi, ko je mislil, da bo naredil monografijo o Aristotelu, pa jo je opustil tam leta 23 in potem je objavil čez 3 leta, 4 Bit in čas. Tam Aristotel pravi, da je človekova govorna situacija ta, da odgovarjaš na situacijo, hipokrizis. To je nekje sem to zabeležil že v tisti knjigi Umetnost in resnica, ko v neki razpravi o retoriki. To še ni bilo dosti. Potem sem pa slučajno uporabljal slovar grškega jezika Franca Passova, za katerega pravijo, da ga je uporabljal Heidegger, drugi pravijo, da je Heidegger uporabljal Papeja. In ta Passov delo je nastalo nekje v Vrocju ob veliki skupini ljudi, on je začel, drugi so nadaljevali, in tam je on upozoril na to, da hipokrisis res pomeni recimo odgovor in podobno, ampak da je hipokrisis ima pravni pomen, se pravi, in pravni pomen je od krize imamo besedo hipo.
ta pomeni lahko pomalem nekaj delati. Se pravi, imamo arhein, pa hiparhein, ali pa ležati kejskaj, pa hipokejmenon. In je to nek poskus priti do prave poti reševanja. Se pravi, prej se podamo na reševanje aporije, kako sploh pristopiti. In tudi moje razprave so zelo različne, razumemo, zlasti metafizika se dostikrat gibe čisto na filološki ravni, potem šele pride do interpretacije. Drugo pa je, da se je beseda hipokrites uporabljala predvsem za interprete sam. Ali pa tudi za vedeževalce, ki pa preprosto iz situacije ven morajo nekaj izreči. In takoj imamo tule izroček, če je tule še, a ste kaj še kopije razložili, mislim. Pardon. Če bi tole, če bi morda poslal okrog. Za hipokrisi sem bilo vsi dovoljni, ker je tole besedilo, boste imeli pred seboj, dva stavka iz Homerjeve Ilijade. Prva je iz situacije, ko Hektorju Vedež Polydamas pravi takole. Predstavljanje Polydamas mu svetuje, naj ne napade Grkov pri ladjah, češ da bo preveč žrtev, ampak pri Polydamasu je njegov nasvet strani Hektorja zavrnen, tako da je primer Vedeža, ki ga ne poslušajo. Čeprav on sam pravi, tako bi nekako pojasnil razlagalec, ki bi v prsih jasno prepoznal prikazni in ki mu ljudstvo zaupajo. Se pravi, Polydamas je primer neuspešnega nasveta tega razlagalca. Drug primer je znan iz Heideggerjevega spisa izreka Anaximandra, kjer govori o tem, da je Vedež, Kalhas, tisti, ki je spoznal, kaj je, kaj bo in kar prej bilo je. Torej, če zdaj gledate na prvi strani, med njimi pa ostane Kalhas Thestorides, daleč najboljši izmed leta ptic opazovalcev. Izpoznal je, kaj bo in kar prej bilo je, in tudi vodil je ladje Ahajcev tu sem pred Trojo s svojim vedeževalstvom, katerega mu je dal Phobos Apollon. To so tiste famozne besede, ki je spoznal ta eonta, sedanjost, ta esomena, prihodnost in kar je bilo prej proteonta. Zdaj pa. To so razlagalci. Toda razlagalci so tudi interpreti vedeževanj na svetišči. In tu imamo zdaj preko Pasova, ko sem prišel do tega mesta iz Platonovega Timaja. Ja, pa ti nimaš še izročka. Enega še za. Ja. Zato je postava v preročiščih dodala rod razlagalcev za sodnike v navdihnenih prerodbah. Te nekateri imenujejo vedeže same, kjer jim je ostalo nepoznano, da so to razlagalci prikazanja, fantazis in govorice v gankah, in v čemer vedeži in bi jih najbolj prav imenovali razlagalci prerokovanega, se pravi hipokritaj. No, to je zdaj, rekel, ta pomen hipokrisis. In zdaj pa tako. Zakaj pa je zdaj to aplicirano na filozofijo? Znano je, da se filozofija težko izreče v navadnem jeziku. Se pravi, ni vse diskurzivna resnica, ampak so tudi uvidi in tu pride situacija, da je v igro hermeneutika, kot se reče. Se pravi, v tem več kot tehničnem smislu, kjer je tudi nekoliko razlike med Heideggerom in Gadamerjem. Pri Gadamerju je ta hermeneutika zelo univerzalna, kar pa je Heidegger močno odklanjal in je tu tudi marsikaj v nesporazumu. To bi bilo medicina. Ja, zdaj ta oznaka, naslovna hipokrizis, ima še en odzvok v naslovu, ko se omenjajo Aristotelova epohalna dela.
Zdaj, epohalnost je ključna metoda fenomenologije, postavljanja v fenomenološka epohe. In zdaj seveda to zadeva zdaj to Heideggerovo prisvojitev Aristotela, ki je nekako večplastna, bi lahko rekli, v tem smislu, da seveda na začetku njegove miselne poti je Aristotel gotovo glavna referenca. Potem, po biti in času se zdi, da glavna referenca postaja bolj Platon, tudi v soočenju z Nietzschejem in tako naprej. Potem pa, recimo, ko Heidegger začne uporabljati izraz metafizika za zgodovino biti, v kateri z bitjo ni nič, torej pade neka čudna luč, tudi na tisto, kar smo navajeni od Aristotela sprejemati kot metafiziko. Ime je bilo naknadno dano, ampak Kant je za njega rekel, da ne more biti kar tako, da je padlo z neba, ker tako odlično izkazuje dejavnost filozofije, torej dosega z čutnega na nadčutno, da pravzaprav tu o neki naključnosti ne moremo govoriti. Torej, zdaj, pri poznem Heideggeru relativno malo je interpretacij Aristotela, tudi besedilo Fizis, ki se je ti prevedel, je bilo že prej, nekako v 30 letih pripravljeno. Kako bi se zdaj dalo opravičiti to oznako epohalnost? Zdaj, če gre za metafiziko kot epohalno delo, ali je enoznačno, da vse tisto, kar je zdaj v metafiziki, da spada pod nek kritični horizont metafizike, ki ga je Heidegger spostavil, ali pa je vendarle to delo epohalno v tem smislu, da se moramo vedno znova vračati k njemu, ker tam dobimo neke določbe, ki tvorijo samo izhodišče misli, torej tudi v njeni postmetafizični obliki. Kako je s to relacijo? Takole, da sem prišel do izraza epohalno, tu v predgovoru to nekaj omenjeno, me je spodbudil Wilhelm von Humboldt v svoji razpravi o jeziku in grškem stilu. In on pravi, Platonov stil in Aristotelov stil sta dva različna stila. Aristotel začenja novo epoho. Kajti Aristotelov stil je diskurs, kar je tudi že nota bene, Platonov sofist, Platonov teetet, ne pa zakoni. Zdaj pa, ampak to še ni dosti. Drugo, kar je, da sem se odločil za epohalno, je, so Kantove pozne razprave, ali je metafizika naredila napredek od teh in teh časov od Wolfovih, mislim tako. In Kant tam rabi besedo epoho za zgodovino filozofije. Eno je dogmatična epoha, drugo je skeptična, tretja je transcendentalna. To so tri epohe. In staro filozofijo Kant imenuje stara transcendentalna. Recimo pojem enega, logične aksiomi so razumljeni enkrat postali transcendentalni, racionalistični ali pa Wolfovi metafiziki enkrat na način Kanta. Zdaj pa. To je zdaj pa. Pojem epohe pa je Heidegger potem pojasnil zlasti v Nietzscheju dve, v tisti zgodovinsko razumevanje nihilizma. Se pravi, kjer govori o izostajanju biti in imam tule citat iz Anaximandrovega izreka, lahko bi vzel tudi iz Nietzscheja 2, pravi, tako je, bit se odteguje, citiram, to je iz knjige, razkrivaje se ubivajoče. Na ta način bit ostaja svojo resnico na sebi, to držati na sebi je zgodni način njenega razkrivanja, zgodne znamenje ostajanja na sebi, ansihalten, je aletheia.
Zdaj pa, mi bi lahko, se pravi, kar hočem povedati, ta citat hoče povedati, da je tu Heidegger rabi besedo epoho, ne v Husserlovem pomenu, ne v skeptičnem, ampak v naslednjem. Mi bi lahko to razsvetljujočo držati po sebi, ali pa držati pri sebi, des an sich haltens, z resnico. Držati pri sebi z resnico njenega bistva, biti imenovali epohe, biti grško pisano. Ta iz jezikovne rabe stoa je povzeta beseda, pa tukaj vendar ne imenuje, kakor pri Husserlu, metodičnost v odlaganju tetičnih aktov zavesti v popredmetanju. Epoha biti pripada njej sami. In za Heideggera je ena epoha od Descarta, podobno kot za Kanta, druga od subjekta Descartovega, cogito me cogitare. Zdaj pa, druga stvar je pa zdaj, kako je z Aristotelom kot epohalnim filozofom, ki je hkrati, rekel, začetnik dogmatične metafizike. Heidegger sam pravi, da je to nadaljevanje metafizike so bili vsi upotegnjeni, to pravi vas Heidegger, z razliko bistvo pojavov, ali pa bivajoče. In vsi so renili v to tisto ontoso. In mislim, da to bi rekel, ta odnos Heideggera do Platona, rekel, jaz sem nesoglašen s tem, da je Platon večji filozof kot Aristotel. Heidegger to izrecno zavrača v vas Heidegger, kar je skupno Aristotelu in Platonu je ontos, da je nekaj bolj bivajočega, nekaj manj. Ontos episteme pa navadna episteme, ali pa preprosto biti in pojav. Zdaj pa, pozni Heidegger je gotovo ne rabi več Aristotela, ampak uporabi ga samo kot za razlago postavlja, se pravi, samo tehnike, torej Aristotel je predhodnik tehne. In kolikor je njegova filozofija znanstvena, se pravi, kot on pravi v tistih spisih, ki so prešli v ta poročilo v Natorku, on pravi za Aristotela, on hoče samo znanstveno vedenje in izgubi odnos do izkustva. To stvar ilustriral z enim primerom iz lastne izkušnje, recimo Aristotelova psihologija. Ti si prej rekel, da boš eno vprašanje na to dal, ampak jaz bi tole pojasnil. Moj prikaz psihologije se začne z definicijo duše, da je duša forma telesa. To je recimo platonistična, imamo idejo duše pa utelešene duše. Toda prvo poglavje, prva knjiga razlaga nešteto aporij, kako priti do fenomena duše in sta tam dve besedi ključni, aletheia in physis. On pravi, duša je na nek način vse, je nujna za spoznanje resnice, pa za spoznanje physis, kjer živi svet razlaga. Tako da medtem ko Platonova filozofija, jaz bi tako rekel, moj vtis, bi rekel, glede Platona je tako, Pozni Heidegger se v resnici vrača samo k Parmenidu. Niti ne Heraklitu, ampak Parmenidu, in niti ne k Platonu, ampak ker pravi, Platon ne bi bil to, kar je, brez Parmenida, pa tudi ne brez Sokrata. In Aristotel pa tudi ne, se pravi, tu je neka pot znanosti, ki jo je Platon res z mitom premagoval, ampak mislim, da tam ni tako pesniški, kot se zdi. Jaz tudi mislim, da bom tvegal hudo trditev, da kompleten prevod Platona ni ustvaril, ni spodbudil niti ene dobre študije o Platonu. Jer je preveč. Ne morate vi brati toliko del kot cel Dostojevski, pa napisati študijo o tem. Vete, to ne gre. Tako da, in ne vem, po kaj bi se vračal Platonu. Jaz edino, kar mislim, da bi bilo koristno je, v politični filozofiji, da Platon v politični filozofiji daje na svete. Aristotel tega ne upa, ker on nima državljanstva in tako mora bežati, ker je bil prav Makedoncev, oziroma so ga obtožili ne vem česa. Platon pa to lahko iz družinske tradicije, preprosto si lahko svetuje karkoli, kako je treba zbore drugače urediti,
katera glasba je taka, katera je drugačna. Jaz ne vem, po čem bi Platon sploh kaj povedal. Jaz sem ga dosti prebral v grščini, v nemščini in je tudi, morda potem kasneje še. Ja, jaz bi se sicer zdržal pri tem fenomenu pojavljanja. Ne pojavljanja, prevajanja. Namreč, ker tu zdaj imamo krasno priložnost slišati in prevajalca in interpreta ključnih Aristotelovih del. Zdaj, recimo, ta prevajalska izkušnja. Zdaj, tu smo rekli, tu je Heideggerov pogled v tej knjigi notri. Pri interpretaciji je to, lahko izvedljivo. Vendar, verjetno, ko gre za konkreten prevod. Zdaj, če se odločimo, bomo Aristotelovo metafiziko prevajali, sledeč Heideggerov, ne metafizično, verjetno se to težko ali pa sploh ne izide. Kako potem, zdaj, če je, to bi se res strinjal s tem Humboldtovim stališčem o epohalnosti Aristotelovih del, v tem, da se jezik, da se govorica, dikcija filozofije spremeni, da je to tudi Heidegger pritegnilo kot fenomenološki opis, ampak kako potem prenesti to v prevajalsko izkušnjo, ki ne more biti zgolj nasledek interpretacije. Torej mora bolj bralcu pustiti, da si ustvari svojo interpretacijo. Mu je ne sme vsiljevati. Kako je s tem problemom? Ta problem je res velik in Heidegger se ga je lotil večkrat, ti si marsikaj tega že tudi izpostavljal in zdaj, ko je išla ta knjiga, kaj pomeni misliti, tam še enkrat pravi, če jaz prevajam, pravi Heidegger, Legein pri Parmenidu zmisliti, to ne pomeni, da vi morate zdaj vedno napisati, kadar je grško Legein, moje misliti. Se pravi, ta prevod, to Legein, te neoen, te on emenaj. On pravi, treba je denken, ter in die Acht nehmen, in achtati, neoen je in die Acht nehmen, da bit prebiva. Vidiš? Zato, ker je zdaj pa tisto, kar je anticipacija, kot je rekel svoboda interpretacija. Mi vedno moramo nekaj vložiti. In jaz sem imel neznanske težave, da sem moral za to knjigo, lastni stavki mi niso več ustrezali. In sem jih vse prevode popravljal, zato ker mi niso bili všeč in ker je bilo nekoliko preveč členic prevedenih, tisto namreč pa tako, in ker sem se včasih ustrašil dobesednega prevoda, ker sem sam za sabo bral in se mi je zdelo, da že sam več ne razumem. Tako da, zdaj bom pa jaz tole samo kot primer prevoda, ki tole imate na izročku 2.4, prva filozofija proti dogmatizmu. Bom ponazoril to stvar. Namreč Aristotel, to je knjiga Gama, aksiom o neprotislovnosti. In na koncu tega se on sooča s predsokratsko filozofijo in pravi, nasledniki Heraklita pravijo, da je vse resnično, na istem je živo in mrtvo, budno in speče, življenje in smrt, stanje in budnost, vse mogoče. Iz naslednika Anaksagora pa, da je vse napačno, ker pri Anaksagori je vse polno skritih tistih holeomerij in nam se sneg zdi bel, v resnici je pa črn, recimo ena takih izjav. In da je Aristotel pravi, in še eno, pravi, prav tako je antiteza, eni rečejo vse je v gibanju, seveda misli, to je citat iz Teeteta, zato tudi jaz ne mislim, da ste Platon pa Aristotel razlikujeta. Teetet pravi panta vrej, panta horej, pravzaprav se premešča, horejo je hora, v den mene, nič ne ostaja. Medtem ko, recimo, Parmenidova bitja pa Akineton in tako dalje, in Parmenida so smešili, pravi neki Platon, češ, in je Zemon vzel v roke za zaščito Parmenida, da bi dokazal, da leteča puščica je samo na tistem mestu, kjer je. Bomba je samo tam, kjer eksplodira, drugot je ni. To bi rekel v korist
rekel, Parmenida. Mene zanima, kako se giblje, ampak kaj napravi. Dobro, ampak to je zdaj mimogrede rečeno. In zdaj pa, če tale izroček primerja s knjigo, je tole drugače. Jaz bom bral pa en drug odlomek in sicer aporijo, vse je resnično, vse je napačno. Metafizika Gama, zadnje poglavje. Se pravi, dve antitezi sta, vse veruje, vse se giblje. Dialektični materializem je na oni strani, oni, idealisti nad oni, a ne pod temo. Ampak to je zastarelo. In pravi takole, vsa ta mnenja imajo tudi pogosto smešeno posledico, da sama sebe izničujejo, rušijo. Bom bral grško. Simbaine letot hrilumenon, pasi tois toiutois logos. Autus heautus ainairein. Autus heautus. Sami sebe same ainairein ukinjajo, rušijo. Zdaj pa pride prvi stavek. Kdor reče, da je vse resnično, dela resnično tudi svoj lastni nasprotno trditev, tako da njegova lastna trditev ni resnična. Nasprotni govor namreč ne trdi, da je njegov resničen. Grško. Homengar panta let he legon, kaj ton enantion autu logon alet he ojej, da dela resničnega. Hoste ton he autu uka let he. In na ta način je njegov lasten ni resničen. Hogar enantios ufesin auton aletri. Saj nasprotnik ne reče, da je njegov resničen. Ta je malo daljša. Zdaj pa. Kdor pa reče, da je vse napačno, sam to reče tudi za svoje mnenje. Grško je zelo enostavno. Hode panta pseude, kaj otos, hauton. To je ves stavek. Se pravi, 1, 2, 3, 4. 4 besede, hodi panta pseude, kaj otos, hauton. Zdaj pa pridemo teže. Kadar pa izvzemata ta nasprotno, češ da samo ta ni resnična, oni pa svojo, da ni lažna, se jima nič manj ne zgodi, da zahtevata neskončno sod resničnih in napačnih. To ne bom bral grško, ker je dolgo. Zdaj pa sklep. Kdor pa govori, da je resnična trditev resnična, je v resnici, to pa bo šlo v neskončnost. To je pa ta stavek na strani 2, četrta vrstica, na drugi strani. Hogar legon, ton alet he logon, alet he, alet hes, tuto deis aperon vadietai. Pazite tole. Hogar legon, 3krat imamo besedo alet hes. Alet he, alet he, alet hes. Ja? Se pravi, nekdo zatrjuje še naprej, moje je resnično in tako da, in izreka meta izjave. Tako da, in zdaj pa pride tisto, kar je Heidegger skozi ustrajal, in brez intuicije ni, brez meditacije ni filozofije. In Aristotel je primer, da ta stavek je mene svoj čas upozoril Branko Bošnjak, tudi v Ljubljano prav Aristotel je proti dogmatizmu. Potem ga najdete v mitu o Sizifu, kjer na začetku Camus tudi apelira na to, da sam zaide v kontradikcije prosto po Kantu. Tako da, gledajte, ampak to je že stvar učne dejavnosti. Se pravi, Aristotel tu je, jaz bi rekel, kot meditativni mislec, ker ima utrinke meditacije. Kot to je aktualno. Drugače pa ne more biti. No, zdaj ta primer nam je lepo pokazal to Aristotelovo dikcijo in hkrati seveda zdaj tudi, kako naj se prevajalec s tem spopada. Torej, če enkrat začneš brati tako Aristotela, dejansko en slog se ti vtišne, ki je drugačen od Platonovega, ampak ima neko svojo posebno vrednost. Torej, tu bi lahko to bitko, kateri je zdaj večji. Jasnega smo imeli tu v Ljubljani, ki je en simpozij tekmovanje, katera je najlepša filozofska knjiga. Ne boste verjeli, je z 6-5 zmagala Nikomahova epika na svojem simpoziju. To je najbolj presenečenje. Zdaj, seveda, tu smo se na koncu dotaknili nus uma.
Zdaj, če gremo Heideggeru recimo v biti in času, kjer imamo veliko pravzaprav distanco do tega, kar karakteriziramo kot človeški subjekt, namesto tega uporabijo znako Dasein, to bit, eksistenca. Ampak na neki točki se obrne k Aristotelovi duši, k definiciji, najbolj preprosti definiciji duše, meni najbolj preprosti gre tudi, kar jih imamo, ko pravi Aristotel, he psihe, ta on, ta pos esti. Torej, duša je tako rekoč vse bivajoče, se lahko dotika vsega bivajočega, je lahko v vsem bivajočem. In zdi se torej, da Heidegger seveda, koliko ima nekako kritično distanco do subjekta, do subjektivitete, je v odnosu do psihe zauzema bolj previdno držo, seveda zavrača psihologijo kot način obravnave biti, ampak psihe mu predstavlja seveda neko spodbudo za to, pravzaprav pa tudi neko vodilo, kako obravnavati sam Dasein. No, tu imamo eno posebno razpravo, ki mislim, da je posebna tudi v širšem mednarodnem prostoru, je zelo malo študij, ki bi se s tem dejansko nastavljenim odnosom med psihe, tako kot nastopa pri Aristotelu, pa že prej v grški filozofiji in ima seveda svojo neverjetno veljavo, torej Heraklit pravi, da ima duša tako globok logos, da ne najde dna in tako naprej. Kako kaj je bila spodbuda tu za ta izrecni razmislek tega soodnosa med tu bitjo in med psihe in kakšno mesto, jaz sam mislim, da ima spis o duši, ki se ga tudi preveril, da ima tisto centralno mesto v Aristotelovi filozofiji, iz katere lahko razumemo tako njegovo ontologijo, metafiziko po eni strani, po drugi strani pa Nikomahovo etiko, politiko, to se pravi praktični del, pa estetiko seveda. Brez branja spisa o duši je to praktično nemogoče. Jaz sam moram reči tudi, da jaz sem se o duši spis odločil tudi pod vplivom Heideggera, kajti že zgodaj so bili objavljeni ti Zolikovni seminarji, kjer pa kakšne stvari so tudi v knjigi o Nietzscheju, ampak kaj je bilo tam zelo pomembno. In še to, mnogi Heideggerovi učenci so pisali knjige o duši. To je Georg Picht iz Tübingena, potem mislim, da je tudi Volkmann Schluck in drugi. V Zolikovskih seminarjih govorijo o telesnost in tu bit. In tam Heidegger stalno pravi, Aristotelova soma je vedno že duševna, ima dušo v sebi. In tako da je da tako rečemo, Kantovo kritiko pa teorija o večnosti duše zasluži, zato ker je substancializirala dušo, kar pa ima, nažalost, svoj izvor tudi pri Aristotelu, ker pač pravi, da duša je v stiku z vsijo, ampak spravo bitjo je samo nus poetikos, kjer pa je stvar nedorečena. Ampak mislim, da si nekaj drugega ti še hotel reči. Kajti, zakaj ima, rekel, torej Aristotel ne ponovi tega Heraklitovega, duše ne boš prehodil, vsa njena pota, tako globok logos ima. Ima pa Aristotel za živo bitje idejo, da živo bitje samo iz sebe raste in ima neko svojo, in to je njena duša, to je njegova duša. To, da on se ne odloči, ali je duša starostjo marajneta, kot rečejo, ali peša, pojema,
ali je večen. To ni bilo rešeno do konca in je tudi nerešljivo. Se pravi, to je rešljivo samo s končnostjo tudi. Aristotelova filozofija, in to je zlasti tista knjiga, ki je nastala v času predavanj za poročilo za Marburg. Aristotel je obseden s čim bolj vedeti. Se pravi, filozofija vstopa v zaznave, potem pa kaj je najbolj epistetom. To je tako kot znanstvenik. Nikoli nima dosti. Mislim, samo analizirajo, vse bi zanalizirali in ni meje. Kako spravi? Znanost je treba gledati pod prste, tako rekoč. Treba neko benzinu, tako Wilfred reče. Znanost ne moramo prepustiti sami sebi, ker je nihilizem, to je kaj metafizika. To je problem in mislim, da prav aporije, pa nedorečenosti Aristotelove so bile metafiziki poskusno sistemizirane. Recimo v Leibniz-Wolfovi metafiziki, medtem ko je Descartes rekel preprosto šel na mekanicizem, je samo imel dve substanci, Spinoza pa eno drugo varianto. Je pa o teh aporijah kdo dobro piše, za mene pa najbolj poučna knjiga, Videta je uvod v duhovne vede, kjer je zgodovina filozofije skozi njene aporije. Do Hegla. Tisto sploh ni metodologija v stilu Heideggerove resnice in metode. Tako da in Heidegger je tudi rekel tisto omenil, ampak seveda daleč tam na radikalnosti ljudi. Tako da Aristotel je nedorečen, Platon se pa reši z mitologijo in potem s pozabo v rojstvu, gledajte, če to mu paše, jaz sem kristjan, in je za mene to nova religija, ne rabim stare mitologije. Res, hec malo za res. To, kar sem pa zdaj rekel, je pa en citat, jaz sem pa mrad pesnike iz Apolinera, ki se takole glasi. Na koncu si utrujen tega sveta pastir Tour Eiffel, Eiffelov stolp, čreda mostov vlaja to jutro. Potem pa, ti imaš dosti življenja v rimski in grški antiki. Tu v Parizu imajo celo avtomobili značaj, da so stari. Samo religija je ostala, čisto nova religija je ostala enostavna, kot hangarji na pariškem letališču. Se pravi, religija je ostala enostavna in sama in nova. Mislim, ker to je religija, da morate vi, če začnete diskurs Heidegger prevajati kot umvek, ovinke delata, ne? Tako je to moje stališče. Jaz sem sicer eno vinek, potem bi se vseeno vrnil še malo tudi duši. In sicer z tistega vidika, ker duša seveda razvija tudi tisti odnos, ki mu rečemo resnica. To je to, da je duša lahko se dotika vsega. Zdaj tu, recimo, če vzamemo spet Heideggerovo recepcijo, je zanimivo, ko gre za resnico, da tista predavanja leta 25 o logiki, je zanimivo, da v prvem delu se dotika problema resnice kot logičnega problema, pri Aristotelu pride do problema resničnosti, lažnosti in tako naprej. Potem na sredi predavanj pa preskočih kantov in potem pravzaprav spet pride Platonov nauk o resnici, spet se z veliko tisto interpretacijo Platonove votline in tako naprej. Ampak ena zadeva se mi zdi, da pa zdaj ostaja, ki zadeva pravzaprav problematiko odnosa duše in resnice. In sicer tisto, kar je zdaj predstavljeno v Heideggerovi interpretaciji dialoga Sofist leta 24, tam je sedelo pol sodobne filozofije, Hans-Georg Gadamer, Hannah Arendt, Hans Jonas in tako naprej. Ampak zdaj, če gremo gledati 700 strani teh predavanj o Platonovem sofistu, katerega prevajalske izkušnje so tudi znane,
Najdemo notri tam okrog 200 strani teksta, ki je namenjen interpretaciji 6. knjige Nihomahove etike in sicer pravzaprav tistemu stavku, ki pravi, je 5 načinov, na katere duša razkriva. Torej, to je zanimivo, ker je tu uporabljen glagolski način od besede aletea, aletheuin. Torej, če bi dobesedno prevajali, dobesedno bi rekli, je 5 načinov, na katere duša resnicuje, ampak to ni mogoče, torej tu pride do tega, da je aletheia, to je razkritost, ker če rečemo razkriva, je to vsakemu jasno. In potem našteva pač Aristotel tu tehne, kot poetično način razkrivanja resnice, potem navaja phronezis kot praktični način, ta distinkcija sama po sebi važna, potem pri teoretski nastrojenosti pa navaja kar 3 episteme, nous in sofia. Torej, to tvori jedro te diskusije o dianoetičnih in etičnih vrlinah v 6. knjigi Nihomahove etike. Torej, zanimivo je, da se Heidegger k temu ni vračal. Gadamer je sicer 6. knjigo verjetno ravno zaradi tega prevajal, je išla posebej pri Klostermanu, ampak jaz mislim, da gre, torej to pokaže to uvedba, torej odmik od Platona k Aristotelu prav za voljo teh načinov aletheuin, da gre eno za najpomembnejših mest verjetno v filozofiji sploh. Torej mislim, da se tudi Heidegger, čeprav je pustil tam, kjer je bil 24 leta, se ni nikjer vračal več tej 6. knjigi, ampak mislim, da je tudi za vso današnjo diskusijo. Recimo, ko je govor o tehniki, Aristotelovo razlikovanje med praktično in tehnično resnico, če tako rečem, je danes bolj aktualno kot kdajkoli prej. In to mešanje, torej to, da se je Eichmann branil, jaz nisem naredil nič narobe, samo skrbel sem, koliko plina bomo porabili. To je zamenjanje etične in pač tehnične pameti. Torej, vsa današnja politika je izrazito funkcionalistična, šteje brutalen nacionalni proizvod kot merilo svoje uspešnosti, sama pa nima nobenega merila v svetu. Torej, kaj bi se dalo tu, torej, Nihomahovi etiki gre izrecno za človeško dušo. In da pride ta odnos do resnice, torej, sam ta izraz razkriva, aletheuin, je neverjeten, ima nek potencial v sebi. Dobro. Hvala za to upozorilo. Ravno to je tudi ključna tema te knjige, se pravi tu biti duša, pa tudi razprave o domišljiji, pa tako naprej. Najprej eno stvar glede odnosa do Heraklita. Aristotelska filozofija od heraklitskega dojemanja sveta vzame dojetje zaznave kot stik hafe. Hafe pomeni, haptes kaj pomeni dotakniti se, pa tudi žgati. In stara filozofija, ogenj je tudi v očeh po tistih 4 elementih. Se pravi, imamo to dimenzijo, kjer je Aristotel nadaljevalec Heraklita. Seveda, zdaj pa druga stvar, preden bom na tvoje vprašanje šel, na to aletheuin, ki bi še 2 stvari povedal. Najprej, da sem nažalost sofista prej prevajal, preden je Ingeborg Schissler objavila predavanja o Heideggerova, o sofistu. Tako da se nisem mogel opirati na njegove finese. Drugo pa je, glede epoh biti je treba tule upoštevati citat iz predgovora, tisto sem prej pozabil, stran 12 Heideggerov v bistvu resnice, začetek zgodovine z vprašanjem Tito on. Zakaj je tu začetek zgodovine?
Zato, ker je resnica premeščena v in je človeški tisti, ki definira resnico. Tudi že v antiki, ne samo še res Descartes, pa eksplicitno, kjer je celo kopernikanski obrat. In zdaj pravi, citiram, ista bistvo resnice še ne dojeta, saj še sploh brez potrebe po neki bistveni utemeljitvi, to je stran 12 na prvi strani, izročka tam na sredi strani, se eksistenca z zajem pisana začne v tistem trenutku, ko prvi mislec vprašujoč, ko se prvi mislec, a je to Platon, Aristotel, postavi pred neskritost bivajočega z vprašanjem, kaj je bivajoče. Začetno razkrivanje bivajočega v celoti, vprašanje po bivajočem kot takem in začetek zgodovine so isto in istočasno v času, ki sam nemerljiv odpira odprto, to pomeni odprto za vsakršno mero. In ta odprtost je potem z epohami, se pravi, z filozofskimi entwurfi, a ne zasnutki, se artikulira, ker je vedno definitivka, da je vedno eksistenca zraven. To je eno. Drugo, zdaj pa, da vidimo, kar je theorin. Tu je Aristotel dejansko, rekel, Platon resnico dojema, se pravi, iz epekena, se pravi, epekena tesuzijas iz transcendence, ki jo Heidegger razume tudi kot svobodo in v tem smislu bi lahko rekel, da je Aristotel to sonce prenesel v dušo, kot luno naturale. Zdaj, ali je to upravičeno ali ne, jaz od Platonikov niti v sanjah nisem kaj slišal, da to ne bi veljalo, da tako ne razumejo ne. Tudi če rečejo z Avgustinom, da je Božja iskra v meni, pa da imam iluminacijo. V čem je to razlika? Ampak to za filozofijo ni diskrinen, ni to ločnica dveh diskurzov. Kajti Platon je dolgočasen filozof, če vi berite Fileva, ki ga je prevedel tudi Vezjak, berite politika, tam polno tistih tehnik, kako se plete vrše za ribe in tako dalje, je to stran za stranjo. Glejte, ni to Platon tako samo navdih, je pa res, da prejdemo do Aristotela. Aristotel je znanstvenik in tu pri njem izpade eros. Naš kolega z Celovca, ki je Grk, pa tam predava filozofijo, je imel neko razpravo o erosu. Platon Aristotel besede eros skoraj ne uporabi. Samo eran, kot potem oreges, kaj nenehno želja, tako kot Lacan. Lacan tudi skoraj ne rabi ljubezni, samo želja, nisem. In medtem ko Plotin pa ima eros in pravi, do resnice se sega preko erosa, preko glasbe in preko filozofije. To je preko ena taka didaktična orientacija. Zdaj pa k temle. Problem je pri Aristotelu to, da kakorkoli Phronesis in tehne razlikuje, je tehne nekako tudi znanost, ki je zmožna napredovanja. Pri Phronesis je pa problem, da je ta Phronesis vedno vezan na kulturne, na politični kontekst in zato je vprašanje, koliko lahko Aristotelov Phronesis Aristotelov Phronesis je še vedno osnova humanizma. Ko so Heideggeru rekli nacisti, da bodo odstranili kip iz Freiburgu na Atriju ali na vrtu, je rekel Heidegger, ne, Aristotel je rekel osnova za humanizem srednjega veka. Njegova Phronesis je krotila, bi rekel, srednjeveške tele gangsterje, dobro, da tako rečemo. In zdaj. Ampak, Heidegger pa v spisu v bistvu resnice zgodovino metafizike imenuje Blobnjo. Blobnja, ki pač s svojimi predpostavkami deluje, ampak on sam pravi, prosta zgodovina je irtum. Blodenje se pravi, ker ne moramo a priori določiti z logiko v variantah glede hipotez in tako dalje. In zdaj pa, kar se tiče Letthewe, je težava, glede prevoda, jaz to opažam, mi imamo besedo uresničiti in ne moramo pa to razilo odstraniti, pa rečemo resničiti. Vrt tega etimološka konotacija je druga, ker imamo A,
letke, se pravi, ne odkrivati, če ni treba, bi rekel, tako bi rekel, a ne mešavaj se, a ne, noli tangere, bi rekel, a ne, cirkulos neos, tako nekako, to je notri, a ne. In zato, in to je, bi rekel, Heideggerov, bi rekel, poskus, da bi Kantovo, pa Hegelovo, a ne, bi rekel, dojemanje zgodovine filozofije kot napredek svobode. To je tudi druga varianta Aristotelovega uma. Aristotel ga ima v Phronesis, potem pa samo, rekel, prevedemo to grški svet, krščansko-germanski in moderna doba. To je vse. Ne? Tako da, torej, jaz sam sem tudi velik navdušen z te ločnice med Tehne in Phronesis, ampak odkar politiki postajajo sociologi in ekonomisti in morda pametni vojskovodje, kar je pa vprašanje, ne? Saj po primeru bombardiranja, torej kako do tega Phronesis priti, če je highly likely veljavno za resnico in za vojno, se pravi. Tako da jaz niti na Phronesis več ne morem presegati, čeprav prakticiram Phronesis, ker drugega preostane. Platon sam pa ne vem, kaj on je na Sokrata, pa vse mogoče na svete, tako da težko rečem. Mislim, da tudi ta etika danes dosti bolj zahtevna zadeva. Zanimivo je, ker Phronesisu karakterizira Aristotel kot tisti način pameti, ki ne pozablja. Ne? Jaz se naučim voziti avto, če ga ne vozim, eno leto pozabim. Medtem pravi, Phronesis je nekaj, kar ne pozabljam, zato ker zmeraj izkazuje, kdo sem. Ne? To je ta neposrednost, da se etično ravnanje nanaša samo nase, kolikor me Phronesis, zato Phronesis je blizu tistemu, kar sicer Aristotel v Nikomachu Etis okarakterizira z syneidesis, synasthesis, kar kasneje se pojmuje kot vest. Torej, zdaj lahko Phronesis kot razsodnost, umirevnost, ampak ena prek Akvinskega, ena je delovanje vesti. Ta kot osnova etika, pa je eksistencialna osnova v biti in času. Zdaj pa, kar se tiče politike... V biti in času Heidegger izrecno pravi, vest je treba hoteti imeti. Vest je samo kot gewissen haben wollen. Da se pravi, da je ne moremo, ko bi rekel, z lumen naturale, se bojim, da pade v pozabo, in Platon je pa to katarza duše. Platon ima, tu je platonistična etika terapije, katharzis, tega Aristotel nima. To je morda, ampak te kar naprej. Tako da to ima res težave. Recimo, ko smo bili pri politiku, za politika po Aristotelu ne zadostuje, da deluje po razsodnosti ali pa po vesti, ampak pravi, mora biti tudi moda. To je verjetno razlog, zakaj pri teh teoretskih zmožnostih duše navaja 3 episteme, nous in Sofijo. Verjetno Sofija veže nekako, če je lahko politik moder, tudi ne samo znanstvenik, danes v področju znanstvenem sploh ne govorimo več o modrosti. Torej nekaj, kar veže praktično in teoretsko. Torej, v tem smislu modrost. Seveda, tu knjiga se zaključi z vprašanjem političnega pri Aristotelu. Tu tisto, kar lahko preberemo, je, da tudi spor med Platonom in Aristotelom je v osnovi političen. Zdaj, to je še en način dojemanja epohalnosti. Pravi, to bi pomenilo, da je Aristotel v neki drugi epohalnosti, kot je bil drugi zgodovinskosti, kot je bil Platon,
recimo, da je Platon bil vezan na to Sokratovo zarezo, na sodbo Sokrata, medtem ko Aristotel, Aristotel je bil pa učitelj Aleksandra Makedonskega, zaradi česar tudi Nietzsche, kot velik kritik Platona in Sokrata, zelo redko kritizira Aristotela, ker je bil nekako ponosen, če je ta vzgojil Aleksandra Makedonskega, bi že moral znati nekaj povedati, medtem ko tista Gardosija od Sokrata, kaj je pokvarila vse Grke. Kako je sistem politični, drugo bi potem politična modrost sama ena epokalno razsežnost. Že znotraj grškega sistema. Tako, jaz mislim, da filozofi tako, je pogojeno s samim našim delom na univerzi. Bolj poznamo etape metafizike kot pa etape etike. Mislim, da bi bilo tudi morda na nek način dobro videti, kako je, rekel, Phronesis pri Platonu postavljeno, čeprav Platon je nešteje, on ima tiste 4 vrline, se pravi, pravičnost združuje te vrline, zmernost, hrabrost, se pravi, zmernost, hrabrost, modrost, filozofi, čuvarji, delavci, kmetje, in dekaiosine je sklad modrosti, hrabrosti in zmernosti. Tu je Sofija tista, ki zagotavlja sklad. Pri Aristotelu imam pa zdaj najbrž, da bi moral tudi primerno, da je tisto tudi lahko jemno kot rekel ponovitev Aristotela, Platona, se pravi, imamo znanost, potem imamo Phronesis, ki je nekaj blizu tiste Sofrosine, ker Phronesis je pri Aristotelu to, kar je potrebno za ekonomijo, za hišno gospodarstvo najprej, ali pa za državo, oboje je. In se pravi, tole so nekako drugače razporjene te vrline. Se pravi, če imamo tam zmernost, hrabrost, modrost plus pravičnost, to so 4 vrline. Pri Aristotelu imamo Phronesis in Techne, potem pa episteme, nous, Sofija, čisto teoretske. Se pravi 5, zraven imamo posebej še sistem etičnih vrlin. In tam so pa, medtem ko prijateljstvo in filija in pravičnost izpade iz tega sistema etičnih vrlin. Posebej, tako da se Aristotel precej drugače obnaša glede tega. In mislim, da je prav ta širina moralne empirije, moralnih fenomenov, tista, kar je nek korak naprej od Platona. Recimo, jaz imam tule, seboj imam tudi knjigo Nikomahovo etiko. Tule je iz italijanskega časopisa tekst za maturo iz Nikomahove etike o prijateljstvu. Prvo poglavje o prijateljstvu, ki so ga študenti, dijaki 4. letnika na maturi, to je 12 vrstic, lahko tole damo v krog, so ga prevedli v 2-3 urah v italijanščino in napisali nekaj, kaj mislijo o pomenu prijateljstva. In glede, našli so, se pravi, v tem smislu je, gledaš, da etika nima epoh, mislim, morda je tudi to razlog, da Sveto pismo niče kakorkoli bil nekakšen ateist, pravi največja knjiga, moralna knjiga sveta je Sveto pismo. In je pa nekaj še, morda da je krščanstvo tudi nekaj epohalnega v tem smislu, bom jaz s primerom pozoril Akvileje. Ko gledamo tele ogromne bazilike, je bila razlaga vodnikov turističnih, da so se cele trume hotele naenkrat vključiti v krščanstvo. In so rabile ogromne krstinice in velike hale, da so sploh vse blagoslovili. In zdaj razlaga zakaj. Grška kultura ne da odgovora moralnim vprašanjem. Nekaj da odgovor preročišče, nekaj da odgovor pesništvo,
ki ga Platon močno kritizira v državi. Potem imamo še drugo glasbo, ki ne podleže kritiki, ker je vezana na ciklus praznikov, ki spremljajo celo leto, od kurentovanja pa do praznikov vinske trte. Skratka, in razumevanje pozne antiki je, antični ljudje niso vedeli svojo kulturo se orientirati v svetu. Imamo imperij z vojsko, ki postaja čedalje bolj tudi, rekel, najemniška vojska, so Galci, Germani in tako dalje. In to je problem. Se pravi, morda je Apoliner je preblis, ko rekel, religija je nova, pa enostavna. Mislim, to je kot vest. Tudi, mislim, ljudje iz okolja, kjer sem jaz doma, mislim. Tam so rekli doma, če ni vere, ni morale. Ja, in podobno. In to je to. Vera je vest. Vera je samo klic k vesti. Tako nekako. Ker upanje je preveč obetavno. Mislim, tam potem še marksizem uvede nazadnje, kdor ima upanje, mora iti buržoazijo spodbijati. Mislim, tako nekako. Ja. Tu vsekakor bi odprli novo poglavje, recepcija skozi krščansko misel. Ampak to v zvezi s politiko, torej vemo, da torej ni filozofa, ki politiki tako in drugače ne bi bil poražen. To, da ni epohalnosti, je neka huda stvar tu notri in niti ne vemo, kaj je resnica tega, ne? Ker jaz mislim, da se še najbolj približamo, torej tam, ko Heidegger v spisu o bistvu resnice, ki ga tudi ti obravnavaš tu, pravi, da je epohalno zmota močnejša od svobode. Torej postavi pravzaprav ne samo Kanta, ampak celo tradicijo pred izziv, torej da zdaj, če temu držito, potem seveda vse naše ukvarjanje z dejanskostjo, ali naj bo to znanost, ali naj bo politika mogoče še kot tista človeška aktivnost še najbolj. Religija je potem, kako bi rekel, prepuščeno zmoti, ampak potem je ravno nek fatalizem mišljen zgodovine. Torej, mišljena je neka zmota v nekem temeljnem, ne moramo reči ontološkem smislu, ampak mogoče v tistem smislu, kot slovenska beseda za pozabo, vključuje koren biti, da je tu nekaj, kar pravzaprav vlada kot nek arhe, katerega anarhija je močnejša od reda. Ja, tako. Zaključek. Ja, tole res, mislim, da se, koliko res razumem tole tvoje vprašanje, je tisto, čemu se nista hotela publike obremenjevati, je vprašanje nihilizma. Se pravi, kdaj je, rekel, tudi verska drža nihilizm. In ena od velikih škod, tako rekel, v slovenski prevodni literaturi je, da je mitos Sizifus upornim človekom preveden tako, kot da nihilizem sploh nič ni, in da je treba sociološko interpretirati neuspeh intelektualca, ki se je imenoval Albert Camus. In nihilizem je to, da tudi, to je problem verske eksistence, ki je Kierkegaard, ampak tu je pa, to je eno, se pravi, da pride do neke blodne, recimo v veri fanatizem, potem v politiki ravno fanatizem in preveliko zaupanje v moč uma. To sta pokazala tako Dostojevski kot Kierkegaard, kot Camus in nastane tudi Heidegger s kritiko sodobne dobe znanosti, Geštela, vse napraviti razpoložljivo in vojno napraviti za industrijo, ne več za bitko. In
tedaj se vse vrline postavijo na kocko. Ne? In mislim, da je tu, kar mi je videl ena rešitev tudi v umetnosti, češ da ta budi, kar vsi vemo, ne? Tudi Heidegger je cenil umetnost, kot tisto zatočišče, ko nas vera pusti nekoliko na površini. In še nekaj te ekstremne situacije, ki so jih te svetovne vojne povzročile, pa še bolj pa revolucije, preprosto so izničile moč vesti. Se pravi, toliko je bilo zločinov storjenih po koncu vojne, da je to je tisto neizmerno skoraj, no, to, kar pravi, kako ni absolutne resnice, tudi ni absolutnega zla in res ga ni, sam je pa neznansko zelo lahko, ne, to je problem. Pa tu nas Aristotel pravzaprav preseneti, ne, oziroma sam nastopa proti svojim kritikom, kajti on na nešteto mestih pravi življenje je nekaj, kar moramo samo posebej potrjevati. Tako. Tudi ko govorijo o umu, ne, um je neke vrste potrjevanje življenja. Tako. Mogoče, da Nietzsche ni bil kritičen v njega, tudi ker je to opazil. Tako, pa da še tole ne pozabim. Tisti famozni stavek, da je svetost življenja. Glede, ta stavek je citiran v Aristotelovi retoriki. Ni to iz Platona, res da je to iz Sofoklovi Antigoni in tako dalje. Tako da pri Aristotelu so ampak eksplicitne take aktualne teme, so pa te natresene v enem stavku, mislim. Vmes je pa veliko balasta, no, tako bi rekel. Ampak... Dobro, nekako zaključva in bi... Hvala vsem za obisk in seveda davljamo pomoč pri filozofiranju